Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Imate radi dobro kriminalko? Kaj pravite na tole? Osebni trener za tek Damjana Beliča, osebnega prijatelja premierja Cerarja, ki je hkrati tudi prvi nadzornik SDH, je podpisal za državno družbo Hit škodljivo pogodbo z zasebnim spremljevalcem Lidije Glavina, šefice SDH, razkriva današnji Požareport. Preveč prozorno celo za film? To ni fikcija, to je delovanje SMC. Dragi Miro Cerar, če rabi slovenska Mata Hari plačanega spremljevalca, je to njena stvar. Da ga pa preko državne firme plačujemo mi, davkoplačevalci, je pa najmanj velika svinarija, če ne celo kaznivo dejanje. Vi pa gledate oddajo VE Faktor, resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali. Za Karavanke gre. Slovenski gradbeni lobi, v prvi vrsti Kolektor CPG in Gorenjska gradbena družba, ne izbira sredstev pri boju s cenejšo in bistveno kvalitetnejšo konkurenco iz tujine. V zadnjem delu oddaje pa razpuščeni parlament razpadel. Propadel podli načrt SMC in Levice za zlorabo proračunskih sredstev v predvolilne namene. Tole je naslovnica ponedeljkove izdaje časopisa Delo, v katerem nas v najboljši maniri zloglasnega nacističnega glasila Völkischer Beobachter svarijo pred izmišljeno turško invazijo na Karavanke. Zakaj gre v resnici pri enem od največjih gradbenih poslov zadnjih let, bomo komentirali z našima stalnima komentatorjema. Dr. Boštjanom M. Turkom in Tinom Mamičem. Dobrodošla. Dobro večer. Boštjan, Tino, predlagam, da najprej pogledamo, kdo vse se je prijavil na mednarodni razpis Darsa. Skratka, prispelo je 9 prijav. Od 1. do 9. so razvrščene po vrednosti prijavljenih projektov in na prvem mestu je turško podjetje Cengiz, ki je najcenejše, kar dosti cenejše od ostalih prijav. Kot vidite, na drugem mestu je Gorenjska gradbena družba, na četrtem mestu je pa pač Kolektor CGP. Zdaj, vidva sta prebrala ta članek v Delu. Kaj si vidva recimo mislita potem, ko prebereta en tak članek? Ja, torej jaz sem tle v nerodni vlogi, glede na svoj priimek, bo izpadlo, kot da podpiram, bi rekel, turško opcijo. Ja, zato smo te povabili, da imamo enega Turka v oddaji. Seveda, tu dve stvari, ki govorita za to turško podjetje. Prvo, kar nam želi Delo sporočiti, vedno je treba razumeti nasprotno. Se pravi, če Delo graja turški upad na Karavanke oziroma svari pred izgubo nacionalnega interesa, potem moramo vedeti, da bi bil nacionalni interes ogrožen in prizadet, če bi tista nasprotna stran dobila posel. Sploh zaradi dveh stvari. Prva je ta, da je ta ponudba Cengisa bistveno cenejša in druga je pa ta, da ima turško podjetje precej in oziroma neskončno več referenc, kot pa slovenska podjetja. In drugo, kot se off the record tudi ve, da tudi ta slovenska podjetja sodelujejo z nekaterimi turškimi partnerji. Tako da smo spet pri bi rekel, klasičnem potegu, ki se mu reče, kako iz davkoplačevalskega žepa potegniti čim več denarja. Tino, kaj ti praviš? Ja, se moramo bati Turkov ali kako? Če se najprej malo pošalim, Turkov imamo v naši državi že dovolj. Jih imamo, če pogledamo priimek Turkih, to je eden najbolj pogostih priimkov, tako da nam ne morejo nič reči, da nimamo Turkov. Zdaj, če pa pogledamo članek v Delu, je pa tako. To je dejansko nekakšno tovarniško glasilo, zato ker Delo je v lasti podjetja Kolektor, ki je bilo tretje najboljše, oziroma ki je postavilo četrto najnižjo ceno. In torej zdaj, kaj bojo oni napisali? Če bom jaz bral pač eno glasilo od neke tovarne, pač tam ne moreš verjeti, da bodo oni točno napisali. Nekaj podobnega je pri Delu. Tudi recimo, ko pogledaš prav ta članek, je navijaški, je dejansko skuša čim bolj narediti grde Turke, kot nesposobne, kot
oziroma da je najnižja cena ni nujno najboljša, ne? To, kar sicer vsi vemo, ampak zato imamo komisije, ni treba, da se s tem mi ukvarjamo, ne? Zato so komisije in če pogledamo tudi na avstrijski strani, ko so tudi že zbrali in so zbrali najcenejšega, ki ponuja približno tako storitev kot to turško podjetje. Ne vem, zakaj bi na naši strani morali graditi dražje. Ne? Mogoče zato, ker smo na sončni strani Alp, da so cene višje. Ja, so tuneli potem dražji. Ne? Je pa res, da je pri nas na sončni strani Alp veliko stvari, veliko dražjih kot na senčni strani Alp. Ne? Tudi gradnje nasploh, ko pogledamo recimo cene avtocest, je v Sloveniji to zelo drago in posebej gre pa zelo za netransparentne posle. Ne? Če se spomnim, avtocestni križ je bil zgrajen, oziroma so postavili eno ceno, potem je bil zgrajen za duplo ceno, torej še enkrat več. Ne, recimo, če bom jaz delal eno hišo svojo, ne, tudi če si bom zmišljeval, ne vem koliko prizidkov, ampak če bom rekel, da bo ta hiša stala recimo 100 000 evrov, bom potem s prizidki, z ne vem, pločniki in drevoredom okrog hiše in z višjimi cenami mogoče prišel na 120 000. Ne morem priti pa na 200 000. To se je zgodilo v avtocestnem križu, to se je zgodilo pri Tešu 6, to se nam dogaja v bistvu že vnaprej na drugem tiru. Ja, no sej, tukaj je treba pohvaliti, ne, se mi zdi investitorja Dars, da je objavil mednarodni razpis, ne. Se pravi, da nismo bili pač vezani samo na domače ponudnike, je pa res to, kar pravite, ne. V bistvu nobeno od slovenskih podjetij, ki so se prijavili na razpis, samo nima referenc za tak posel. Zato imajo vse tuje partnerje, ne, in ti dve podjetji, ki sta v članku najbolj, bi rekel, ostri do poleg Pomgrada do tega pač turškega prijavitla, ne, imata oba turškega partnerja, se vam to ne zdi malo hecno, ne? Kolektor neposredno, GGD pa posredno, ne, preko češkega podjetja, ki je njihov partner, ne. Se pravi, a je zdaj tu problem, so v bistvu Turki kot Turki, ali bi vsak tujec, ki bi prišel in bi dregnil to močvirje slovenskega gradbeništva, naletel na enak sprejem? Jaz moram gledalce oziroma gledalke in gledalce potolažiti, da Turki kot Turki niso problem. Torej vsakdo, ki bi prišel... Sploh, če gostujejo VW Factory. Ja, vsakdo, ki bi prišel, bi naletel na enako. Drugo pa, poglejte, stališča nacionalnega interesa, ne, če gre za nacionalni interes. Ne. Torej, zakaj zdaj vrtajo to drugo cev? Drugo cev vrtajo zato, da bi preprečili zastoje. Ampak ti zastoji nastajajo ne zaradi zamaškov, zaradi preveč prometa, ampak zaradi ne bi rekel, ugodnega oziroma neprimernega pobiranja cestnine. Ne? Skratka, če bojo na cestnino pobirali na enak način, je vseeno, tudi če je 6 pasovnica, ne, bojo isto zastoj. Drugo, kar se tiče nacionalnega interesa, torej mi smo imeli v sebi Črtomira Nagodeta, enega najboljših inženirjev, geodetov, ki se je ukvarjal prav s tuneli. Ne vem, je bil to njegov projekt ali je bil to kasneje projekt nemške vojske, ampak pod Ljubeljem je bil narejen, delno je že narejen in še danes stoji tunel. Se pravi, povezati slovensko manjšino, povezati prostor, kjer je etnična zibelka slovenstva z matično domovino, bi človek po logiki ta denar namenil za gradnjo predora oziroma dokumentacija, če je predor že bil delno izveden in napravljen in je del luknje že, je dokumentacija zagotovo treba obstoječa. Treba jo seveda nekoliko posodobiti, ampak jaz bi primarno ali pa alternativno razmišljal tudi o tem. Tisti je bil železniški predor, veš, Boštjan, ampak sem prepričan, da slovenski gradbeniki si že manjajo roke, zdaj, ko te poslušajo, ne, se pravi, poleg karavanškega predora, da bi gradili še en tunel. Ampak, če se zdaj vrnemo k karavankam, ne, zdaj, kot vidimo v tem članku v Delu, naj bi bila problem prenizka ponudba, ne. Tukaj imamo ta pač izsek, sicer se malo slabše vidi, ne. Skratka, eden izmed konkurentov, pač direktor Pomgrada, pravi, da bi v Avstriji pa Nemčiji tako nizko ponudbo takoj izločili, ne, ker je to pač prenizka ponudba, ne. Zdaj se nam pa postavi vprašanje, če nobeno slovensko podjetje nima izkušenj z gradnjo predorov, zato so vsa potrebovala tuje partnerje, da so se sploh lahko prijavili na ta mednarodni razpis. Kako zdaj mi lahko verjamemo slovenskim podjetjem, da je ta cena prenizka, ko pa hkrati, kot je rekel Tino, na avstrijski strani, kjer je 300 metrov več predora, gradijo za enako ceno praktično,
najcenejši ponudnik, ki je bil na razpisu, in pa ta turško podjetje, ki je dalo to ceno, ki naj bi bila prenizka, je do zdaj zgradilo že 200 km cestnih in železniških predorov. Ti podatki so na internetu, so vsem dostopni. Trenutno pa gradi še 110 km cestnih pa železniških predorov. Komu zdaj verjeti, da je ta cena prenizka, ne? Našim ponudnikom, ki niso zgradili še nobenega tunela, ali nekomu, ki je zgradil že na stotine kilometrov tunelov. Kaj nam to pove recimo o novinarju, ki je pisal ta članek, uredniški politiki Dela, ne, ki je vendarle časnik Stežo bil nekoč? Kaj nam to pove recimo v teh stvareh? No, na enak način so pisali tudi v času, ko se ni prodalo pivovarne Laško, Unijo in tako naprej. Se spomnite, ko smo v bistvu nismo prodali takrat, ko je bil čas, ali pa Mercatorja, in potem smo jih prodali ta podjetja precej kasneje za bistveno manj denarja. Isto velja za NLB, za vse. Vsi članki so bili na enak način narejeni. In zdaj, če ponazorim s primerom, recimo, da so v Ajdovščini sta dva, ki prodajata sladoled. Eden prodaja sladoled, kjer je kepica 1 evro, drugi pa 80 centov. Kateri je zdaj v nacionalnem interesu? Ja, in zdaj mi rečemo za tistega, ki ima ceno 80, ne gremo kupiti sladoled in ga poskusiti in reči, ta je boljši, ampak vprašamo tistega, ki je dražji. Rečemo, zakaj je oni ta drugi slab. In on ga pač sesuje. In ti napišeš članek. Napišeš članek, da je tisti, ki ima nižjo ceno, je slabši, zato ker njegova konkurenca pravi, da je to za nič. Ima pa najnižjo ceno. In to se vedno ponavlja, ena in ista stvar. In tu se delamo tudi ljudje malo neumne, ker pač mislimo, da je že kaj v ozadju in tako naprej. Te teorije zarote, da so itak politiki strašno pametni in da so gospodarstveniki zelo pametni, da bodo že vedeli, kako vlagati denar, ampak temu ni tako. To so dokazali s primeri, kot sem prej rekel, TEŠ6 ali drugi tir ali avtocestni križ, da enostavno nam jemljajo denar, nam dejansko kradejo denar. In tudi Turki, ki so ne samo pregovorno zvijačni in s katerimi se zelo, zelo težko trguje. In sem imel par poslov z njimi in ko bi rekel, pri njemu, pri Turkih, ko se karkoli pogovarjaš, moraš dejansko imeti vedno neko rezervo, 10%, in moraš računati, da boš tistih 10% na kakršenkoli način potem dodal temu, kar si plačal v začetku. Ampak to je še vedno 10%. Pri avtocestnem križu smo plačali 100% več. Dejansko je boljše poslovati s Turki, ki so zvijačni, kot pa slovenskimi komunisti, oziroma temi tranzicijskimi oligarhi. Boštjan, izvoli. Če smem to pokomentirati, ta izjava direktorja Pomgrada naj bi, Avstrijci naj bi, se pravi, da Avstrijci naj bi izločali vsako podjetje, ki ima prenizko ceno, se zdi meni iz trte izvita oziroma za lase prevlečena. Zagotovo Avstrijci so skrajno racionalni ljudje, če nekdo ponudi nižjo ceno, seveda ga ne bo avtomatično izločil, kot navaja direktor Pomgrada, ampak se bo vprašal, zakaj je to storil. Lejte, še nekaj je. To turško podjetje je ogromno, ima ogromno mehanizacije. Za mehanizacijo je najslabše, če stoji. Lahko, da so oni v kakšni fazi, ko zelo nimajo kakšnih velikih del, pa so pripravljeni to zagrabiti zato, da pač mehanizacija ne stoji. To je najslabše za stroj, za avion, za avtobus, za kamion, je, da stoji. Vse, kar se obrača, tudi če recimo niso taki zaslužki, kot bi to izgledalo na prvi pogled, je to bolje in to je lahko recimo ena zelo resnih motivacij za to turško družbo tukaj kandidira. Izvoli, Tino. Jaz bi rekel tako, da ko pogledate, kako naša vlada oziroma naša državna podjetja, ki investirajo, ocenjujejo vse projekte, jih ocenjujejo bistveno previsoko. In recimo, če so Avstrijci za zelo podoben, praktično finančno enakovreden del predora, ker so si razdelili približno na pol. 300 metrov je daljši. Naš je malce krajši, ampak je geološka sestava predora težja. Zato je gradnja težja, vsekakor pa lažja, kot je bila leta 86. Ampak kakorkoli,
ko greš enkrat v trgovino in te trgovec Veš kaj, Tino, enkrat... kako je, ko greš v trgovino, se upravičujem, nam boš moral povedati po oglasih. Vrnemo se po oglasih, ko bomo nadaljevali s komentiranjem specialne vojne slovenskega gradbenega lobija.